Lep dober večer, evo, malce zamujam, upam, da niste hudi name. Če bi imela oddajo na televiziji, bi mogla biti točna, tako pa ne, tako se pa lahko prepustim toku in takrat, ko začutim, da je tisti tok, je pravi čas. No, saj ne zdaj, da bi pravočakala, ampak moj mož je tako hitel, da smo prišla pravočasno in potem, ko pridem, vsekakor je potrebno tudi malo najprej se osredotočiti, preden se povežem z vami. Današnja tema sem jo predvsem naslovila zaradi tega, ker sem nekaj takih dobila pozivov na to. To pomeni, kaj se mi dogaja, da sem se zaposlila v napačnem podjetju, kaj se mi dogaja, da sem dobila tako težkega, napornega šefa, ponavadi jih imenujete šefa, jaz sem zdaj spremenila kot vodjo. Potem napisano, zakaj sem našla neprimernega partnerja ali partnerko. In to je res. Ivana, dober večer, lep dober večer, malo vas bom vmes pozdravila tako, ampak bom poskušala, da se bom držala nekak teme. Mi pa je lepo, ker ste z mano in ker vas vidim in tudi, da veste, da sem vesela in da vas nekatere že tako poznam. Darja, dober večer. Gre se za to, da dokler mi v resnici, današnja tema je tista tema, ki se jo nekak Ana, dober večer, katero mislim, da je dobro odpreti. Vsi me poznate kot Tina, dober večer. Veliko dober večer, lepo. Vsi me poznate kot poslovno žensko, vsi me poznate kot osebo in tudi veste, da dejansko sem se moja Darja, dober večer, da sem se mojo nekako osebnostno rast učila skozi posel. Judita, dober večer, da sem dejansko poskušala sebe spoznavati, odkrivati, zaradi tega, ker sem si takrat čisto na začetku dala željo, da želim biti uspešna poslovna ženska in takrat pač pride do tega, da največ izzivov se tam zgodi in tam, ko se zgodijo izzivi, tam dejansko se zavedaš, da so to priložnosti za rast ali pa vsak izziv prije z nekim razlogom, zaradi tega, da ti to opolnomočiš in da postaneš drugačen in boljši. In danes vsekakor bi lahko govorila sprejemanje v vseh treh fazah, bi lahko govorila o partnerstvu, pa mogoče bi bila naslednja tema zelo dobro o partnerstvu, kako sprejemamo partnerja, ampak tokrat se bom pa lotila službe, zaradi tega, ker se to tudi pri nas dogaja v podjetju in se mi zdi, da marsikdo od vas dela, je zaposlen in se mu dogaja, in tako kot pravim, veliko takih vprašanj dobim. In potem na podlagi teh vprašanj se mi zdi pa, dajmo eno temo tudi odpreti glede službe. Vemo pa, ko se sprejmemo, da smo da zgradimo en temelj. Isto tako, kot se nam dogaja v službi, se nam dogaja doma in se nam dogaja v prijateljstvu, v kakršnikoli odnosih. To pomeni, ko sprejmemo sebe, naprimer, da sprejmemo in da rečemo, bom nekaj naštela, mogoče se boste kje našli vmes, pa bom pustila mogoče kakšno minuto, ne minuto, kakšnih 15 sekund, da razmislite, če je kateri vzorec, v katerem se najdete. Nisem dovolj dobra. To je eden izmed zelo močnih vzorcev, ki se lahko pojavi tako v službi, kot doma, kot pri prijateljstvu, kjerkoli. Drugi vzorec je tak, ki je tudi kar močen, še posebej pri nas, pri Slovencih, je ta, ne pri Slovencih, nasplošno ta, nimam se dovolj rada. To pomeni, ne vem, če se imam dovolj rada, vedno mi nekaj manjka, me imajo dovolj radi, nimam se dovolj rada. Tretji vzorec, ki je fejst močen, ki smo ga nekako povzeli po družinah, še posebej bi rekla tisti, ki smo rasli pri starših, ki so veliko dali na okolico in so vedno rekli, pazi, kako govoriš pred drugimi, pazi, kako se obnašaš, je vzorec, kaj bodo rekli drugi. Potem je še veliko kakšnih takšnih vzorcev, ampak dobro, te tri. In mogoče, da vam zdaj le dam 15 sekund časa, da razmislite, če se najdete v katerem vzorcu, ne glede na to, ali se zdaj pogovarjamo v službi, ali se pogovarjamo doma, to pomeni v partnerstvu, odnosu, ali do prijateljstva. Kadarkoli se vam pojavi kakšen ta vzorec in, naj še dokončam, da boste pol vedeli, zakaj se sploh, kaj je bistvo tega. In če se vam pojavi in se to še ne upate odpreti in priznati, naprimer, da rečete partnerju, strah me je, bom zdaj 3 primere naštela. Take, da rečete partnerju, da mu iskreno rečete, to je sprejemanje, da rečete,
Strah me je, da me boš zapustil, da nisem dovolj dobra zate. To je eno, kjer se človek sooči, sprejme to, boljše kot pa da nič ne govori. En vzorec v službi, da se soočimo s tem, da se sprejmemo in rečemo, jaz ne vem, če sem tako uspešna, da bi lahko bila vodja. To mi se soočimo s tem, pokažemo, ne vem, če znam dobro voditi ljudi, soočimo se s tem, sprejmemo in vidimo. In da rečemo še enega v prijateljstvu, da rečemo, sprejmem, karkoli pač počne moja prijateljica, sprejmem jo, ker jo imam rada. Ampak sprejmem to, kar počne, čisto vse in ji to povemo. To je soočenje s tem in sprejetjem, kdo v resnici smo. Kaj se nam pa ponavadi dogaja, jaz srčno upam, da boste to razumeli, kaj vam želim povedati, da bom konkretno šla eno zgodbo v službo in bomo iz tega izhajali. Ampak samo, da bomo razumeli, kaj se nam ponavadi dogaja, ko se ne sprejmemo. Primer pri partnerju. Ko se nam zgodi, bom čistko šla, ker ta je najbolj taka osnovna, ker jo marsikdaj slišim, kar rečejo. Mogoče ženska ne rada spi, ima spolne odnose in reče, mu bom dala, da ne bo šel kamerkoli drugam. No se da ne govorim to za ženske, lahko je to čisto enako tudi pri moških. To je vzorec, ker je ni soočenja s tem, to pa mi ne sprejmemo, da to ne radi počnemo, da bi se odprli temo, pa pogovarjali s partnerjem, ampak rečemo, bom to naredila, da ne bo šel kamerkoli drugam. Če se spomnite, to vam govorim čisto resnične primere, to so ta pravi primeri, kjer sem se soočila, se pogovarjala s strankami, ugotavljala, kateri vzorci so podobni mojim vzorcem in marsikaterega tudi našla. Drugi vzorec, naprimer, vzamemo v službi, ko rečemo, v službi, naprimer, to, ko je nekdo se soočil, kako bi bilo soočenje. Ne bom zdaj zaposloval nikogar, ker najprej moram urediti z mojim egom, če ne bom si priklical točno tako osebo, kot sem sam. In bom dobil osebo, to mi je bilo ful lepo, ko sem slišala, ko je res en direktor rekel, zdaj še naj pa en ego tak dobim, kot sem jaz. Bom najprej malo razrešil svoje vzorce, preden bom zaposlil nekoga, ki bo z mano. Dober večer, Suzana. In dajmo še pri prijateljstvu. Pri prijateljstvu je pa varianta, to pomeni, da rečemo, ne bom zaposloval, ponavadi, kaj se zgodi v službah. V službo se zgodi tako, ko pride nekdo dober in če se mi ne soočimo z našim izzivom, naprimer, da rečemo, ne vem, če sem dober vodja, ne vem, če mi bo uspelo, to pa to nisem. Kaj se nam zgodi? Da bomo iskali zaposlenega, ki bi mogoče lahko bil odličen vodja, ampak ga ne bomo našli, zato ker se nismo soočili s tem, ker nismo odprli tega izziva. Da pa je še bolj enostavno, čim bolj plastično, da lahko povem, ko alkoholik ne izusti besedo, da je alkoholik ali pa da reče, da ima izziv z alkoholikom, ali bo on priznal, dober večer, draga moja, Vesna, bom nekaj prebrala. Ko se alkoholik dejansko ne sooči s tem in reče, da sem alkoholik, reče, imam težave z alkoholom, on tega ne sprejme in on bo vedno trdil drugače, da on to ni in kaj se mu zgodi. Vedno bo privabljal k sebi podobne ljudi, točno take in kvečemo še bolj na potenco, takšne ljudi, ki pa imajo isti izziv. To pomeni, ko se mi soočimo z enim izzivom, moj mož mi je rekel 3 dni nazaj, točno 3 dni nazaj, je rekel, veš, ko ti govoriš ljudem naj spustijo, naj sprejmejo in naj spustijo. In pol mi Vesna 2 tedna nazaj, ne vem, Vesna, kdaj smo ali prejšnji teden, ne vem, kdaj je bilo, sploh ne vem, ko sem imela v živo, mi Vesna pošle ena izmed mojih, tlele, ne vem, gledalk, ki me zdaj spremlja in gleda, mi pošle naj preberem eno knjigo in ta knjiga je prišla in seveda jaz berem knjige, to tako na mah, sem jo prebrala, krasna, danes so še Valerija, dober večer, do konca. In moj mož meni reče, mogoče malo preveč, poskušaj bolj plastično razumeti, kaj to pomeni sprejemanje in spusti tisto. In danes vzamem knjigo in najbolj na enostaven način povejo, kaj je sprejemanje in to bom tudi razložila. Ampak najprej, da se vrnemo nazaj primeru. Srčno upam, da sem vam poskušala pokazati.
Če mi ne upamo izustiti določeno stvar, da rečemo svojemu partnerju, sem ljubosumna, ko te vidim, kako gledaš druge, ali pa da rečemo v službi, strah me je, da bi prišel nekdo boljši namesto mene in zamenjal moje delovno mesto. V prijateljstvu, strah me je, da ti povem, ker mogoče ne boš mislila, da sem dovolj dobra in karkoli. Dokler mi nismo pripravljeni se soočiti ali pa izustiti te besede, to pomeni, da nismo pripravljeni sprejeti, da nam nekaj manjka. In kaj se nam bo začelo dogajati? Kaj se nam bo dogajalo? Kaj se vam dogaja? Kaj se dogaja to vsem? Zato pravim, da bom naslednjo mogoče odprla temo, če ste za to, bi odprla sprejemanje v partnerstvu. Ker bom direktno odprla, seveda jaz upam, da moj mož ne bo tako hud, en Igorjev vzorec in en moj vzorec, ki ga je težko mu bilo, ko mi ga pa priznal, se je pa soočil s tem. To pomeni, kaj se mu je dogajalo v prejšnji vezi in kaj je pokasiral krat 2 pri meni, zaradi tega, ker mi ni to povedal. In jaz bom isto to vam povedala, kaj se je pri meni zgodilo in sem bila tiho in mu nisem povedala in sem dobila krat 2 ali pa krat 3, bom vedno rečem, krat 3 Igorja, da se resnično soočim s tem. Ok, to pomeni, ko mi konkretno se soočimo s svojim izzivom, ne glede na to, katerem področju, lahko šele ta izziv ustavimo in začnemo delati na tem. Dokler ga prekrivamo, da to ne drži za nas, dokler iskreno si ne rečemo, sem prezahtevna, dokler čisto iskreno povemo, takrat tega izziva še ne moremo začeti ne sprejemati, ne ozaveščati, ne čutiti, ne videti ničesar. In v knjigi, ki mi jo Vesna priporočala in mi je dala, je zelo enostavno, plastično napisano, res, draga zlata Vesna, to je zdaj naslednja knjiga, ki bo šla mojim strankam. Tiste stranke, ki ne zastopijo učbenika življenja, oziroma ne zastopijo, je naporen in je prezahteven, je to knjiga, kjer je pa najbolj plastično pisano vse tisto, kako sprejemamo, kaj je odgovornost, kaj je osredotočenost, tako da je res predlagam. Tiste, ki boste pa moje stranke, jo boste pa tako in tako dobile. Tako da tiste, ki ste moje stranke, pa tako dobiste, ker je res ta prava knjiga za vas. Moj mož mi je danes rekel, da ti moraš malo gledati, koliko ti knjig kupuješ. Sem knjige kupuješ. To je najlepše darilo. Če rečemo, sem ljubosumna, izustim, začnem se ukvarjati, zakaj sem ljubosumna, kje se to dogaja, tap in potem spustimo. A je bilo to vsaj majčken razumljeno, ker zdaj ne morem cel uvod, mislim, celo predavanje narediti, to imam jaz na online tečaju. To je bila prva stvar, ki je meni naredila premike v podjetju. Prva stvar, ko sem si priznala, ko sem rekla, halo, če ne bom spustila tale ego in če ne bom mislila, da vse znam, bom privabljala takšne ljudi v podjetje, ko bojo mislili, da so pametni 100 mater, noben ga ne posluša,